Osrednja tema, ki smo jo na drugem nadaljevanju danes obravnavali, je bilo pravzaprav oviranje izvajanja določb 14.b člena poslovnika o delu naše komisije, ki smo ga pred skoraj letom dni sprejeli, ki velja in ga je treba spoštovati. Vsem tistim je pač posebej namenjen, ki so neposredno tako ali drugače pri tem angažirani. Pravzaprav nobenega sklepa nismo sprejeli na tem drugem nadaljevanju 10. seje, kar pomeni, da smo se člani komisije, ostali smo žal 4 člani opozicije, SNS, SLS in pa SDS, medtem ko sta člana SD in pa član Desusa zapustila za sejo, medtem ko se član iz poslanske skupine Zares niti opravičil ni, si pa zelo goreče prizadeva, da bi se zadeve uredile. Danes je bila priložnost za to, obravnavali smo skupaj z člani državne komisije vsebino spremembe 14.b člena, izmenjali smo poglede in pa ocene na spremembo in pa dopolnitve našega poslovnika. Tukaj je bila opozicija enotna, torej 14.b člen poslovnika o delu naše komisije ostaja naprej v veljavi. Bil je sprejet v skladu z zakonom o preprečevanju korupcije. Ustavno sodišče je 2-krat zavrnilo kot neutemeljeno, ni bil izkazan pravni interes, ne strani gospoda Draga Kosa in ne strani komisije po zakonu o preprečevanju korupcije. Tukaj, poudarjam, je opozicija enotna in ustrajali bomo, da tisti, ki jim je ta vsebina namenjena, tudi upoštevajo, sicer pa kršijo veljavno zakonodajo in pa veljavni pravni red, ki v vsaki pravni državi velja za vsakogar, dokler ni kakšnih drugih sprememb. Ali se bodo tega zavedali ali ne, to prepuščamo odločitev. Naša temeljna in osnovna naloga dela naše komisije je opravljanje nadzora nad delom in poslovanjem komisije, ki jo nadziramo, kar je v skladu z 13., 14. in 15. členom zakona o preprečevanju korupcije. In tukaj tudi, ko ugotavljamo, ali je vsebina sprememb poslovnika 14.b člena v nasprotju s katerimkoli členom zakona o preprečevanju korupcije, ugotovimo, da tega ni, in tako tudi danes člani državne komisije tega niso mogli utemeljiti. Toliko o drugem nadaljevanju 10. seje. Takoj zatem smo opravili tudi prvo nadaljevanje 11. seje komisije po zakonu o preprečevanju korupcije, in sicer smo obravnavali poročilo o vsebini in obsegu nadzora nad premoženjskim stanjem ter ugotovitvah in mnenjih komisije za preprečevanje korupcije povezanih z nezdružljivostjo, darili in poslovanjem, kar je v skladu z 32. do 39. členom zakona o preprečevanju korupcije, in sicer za obdobje od 23.9.2009 do 21.12.2009. Ker je to poročilo, bom rekel, kar za nekaj časa nazaj, pravim, da je šlo za prvo nadaljevanje 11. seje, ker je bila prekinjena zaradi nesklepčnosti. No, tukaj je bil sprejet sklep, da smo se s tem seznanjeni, izpostavljeno pa je bilo vprašanje predsedniku, gospodu Dragu Kosu, in sicer je v tem poročilu navedeno tudi poslovanje komisije, ki jo nadziramo, in sicer gre za nenavadno visoko najemnino za njihove poslovne prostore, ki znaša 30.000 evrov mesečno, ob upoštevanju, da je k temu prišteti potrebno še 7.000 evrov mesečnih stroškov, kar je za 22 zaposlenih na tej komisiji znesek, ki presega neke normalne
okvirje. Vprašanje je bilo tudi izpostavljeno, kdo v tem primeru, če ne komisija, ki jo vodim, nadzira ali morda pri sklepanju te pogodbe za najem teh prostorov ne gre tudi za kakšno koruptivno dejanje. To bi seveda bilo mogoče in možno, kar je v javnosti bilo že izpostavljeno, pravih odgovorov ni bilo. Tudi današnji odgovor, ki ga je, in pa utemeljitev, ki ga je podal gospod Drago Kos, nas poslance, ki smo člani te komisije iz strani opozicije, ni prepričal. Zato bomo počakali, kako bodo zadeve potekale dalje v končnem letnem poročilu, kajti njegova utemeljitev je bila zgolj in samo na tem, da gre za velik prostor, ne vem koliko kvadratnih metrov, veliko površino neke sejne sobe, ki jo komisija uporablja za namene izobraževanja skupaj z Ministrstvom za javno upravo. Ali to drži ali ne, nismo dobili nekega pisnega poročila, vsekakor pa nas seveda zanima in bomo spremljali tudi to, ali je tako enorm znesek za najem nekih prostorov upravičen ali ne gre za oškodovanje proračuna, kajti resnično gre za veliko previsok znesek za najemnino. No, obravnavali smo tudi nadaljevanje začetega poročila o delu komisije, se pravi letno poročilo za leto 2008. In sicer smo v 9 točkah k temu letnemu poročilu, ki smo ga začeli obravnavati že v juniju lanskega leta, podali zahtevo, da se v določenih točkah poročilo dopolni. Dobili smo odgovor, ki nas pa seveda vsaj v eni točki ni zadovoljil. In sicer zahtevali smo, da bi letno poročilo za delo komisije moralo vsebovati pri poglavju mednarodne dejavnosti, kaj se je dogajalo na področju primera Patria. Konec koncev je ta komisija bila aktivno vključena. Mi smo želeli odgovor, kdo in kako, na kakšen način je sodeloval pri internacionalizaciji primera Patria, kjer smo dobili odgovor, da komisija ali pa tisti, ki je sestavljal letno poročilo, ne razume, kaj smo pravzaprav želeli izvedeti pod vprašanjem internacionalizacije primera Patria. Ocenjujemo, da gre za, da ne rečem, poniževanje ali pa celo norčevanje. Predvsem bi pa rekel, da to neresen odgovor komisije, ki pravzaprav nadzira delo komisije. Z ozirom na oddaljenost smo na koncu sprejeli sklep, da se letno poročilo za leto 2008 zaključi v tem smislu, da smo se seznanili tako z vsebino poročila, kot tudi z dopolnitvami. No in nazadnje smo obravnavali tudi še število 4 prijav, ki so prispele na naslov naše komisije. Gre za določbe poslovnika 14.a člena, kjer se mora komisija odločati, ali vsebina prijave, ki je prišla na naš naslov, ali je takšne vsebine, da jo obravnavamo in jo pošljemo komisiji in sodelujemo kot prijavitelji, ali jo odstopimo komisiji, ki prevzame potem nadaljne postopke nad takšno prijavo. Skratka, to je bilo tudi eno izmed vsebin, ki predhodno ni bilo urejeno, in to smo takoj na začetku tudi uredili, tako da sedaj te prijave, ki prihajajo na našo komisijo, verificiramo, pregledamo, ugotovimo, ali gre za pomembne vsebine, ki zanimajo širšo slovensko javnost, sodelujemo kot prijavitelji, kajti postopek je potem bistveno drugačen, kot če mi to samo prepošljemo, prepakiramo komisiji kot inštituciji.